Zdaj ima na malo bolj ostre teme naš korespondent Beno, ki izgleda ni poštekal, da snemamo. Nam je pripravil prispevek o sekirometu. Beno? Sekiromet je pač tako kot nogomet, samo da namesto nog mečeš skire. Ne. Beno, rabel bomo, da uporabiš malo več možganskih celic, kot si jih do zdaj. Ok. Pač sekiromet je super, je taka zelo sproščena zadeva. Ni tak šport, kjer bi kdo, naprimer, ne vem, zgubil glavo. Dajmo si pogledati prispevek. Faktor Beno. Danes gremo na sekiromet. Eni ga poznajo kot lokostrelstvo za gozdarje, drugi kot šport, ki bi ga igral Robin Hood, če bi bil zares hud. V vsakem primeru je to tako moški šport, da že voham testosterone. Ali pa se zjutraj nisem stuširal. Da bi izvedel več, sem obiskal sekiromet v Orehovem gaju in se usedel s strokovnjakom. Živjo. Sekiromet je borilna veščina, ki so jo v Kočevju razvili za obrambo pred medvedi. Zveni dobro, ampak ne, to je samo šport. Aha, ok. Ali torej ni za samo obrambo? Načeloma ne. Aha, ok. Boljš, da ne. Sem zapisal. Ja. Samo za napad. Kakšne skupine ponovadi pridejo na tole? Fantovščine, teambuildingi. A je res, da se na teambuildingih se ekipe najbolj povežejo, tako da mečejo skire v šefa? Ne ravno v šefa, si ga pa dostikrat predstavljajo na tarči. Za udeležbo. A moraš biti nujen oblečen kot gozdar? Ni nujno, tako da smo imeli tudi punce že v petkah, tako da v bistvu vsa oprema je dovoljena. A je res, da so tekmovalci oblečeni v rdeče srajce, zato da se ne vidi, ko se urežejo? Moram reči, da na srečo še nismo imeli krvavitev. Ok, cool. No, za vsak slučaj sem jaz ponesel še rjave hlače. Zihar, ja. A sem jaz dost velik za sekiromet? Važna je tehnika, ne velikost. Končno nekdo, ki se strinja z mano. Vidiš, Tehničari. vse je v tehniki, punce. A ne? Ja, točno to. Vse je važno, kako ga vržeš. Tako da to reži. Gasilska sekira je za gasilce, mačetna sekira je za mačote, za koga je cepilna sekira? Zate. Ok, to ni bilo potrebno. Kakšna so pravila igre? Pravila igre, da zadaneš čim več, čim boljših točk. Če zadaneš rdečo piko, dobiš 6 točk, če zadaneš modro piko, pa dobiš kar 10 točk. Ok. Glede varnosti. Kolikrat ste se sekiro urezali? Lahko preštejete na prste ene roke ali ni več dosti prstov? Jaz se še nisem urezal. Sekiromet ti zares ne pomaga pri podiranju drevesa, ne? Kaj pa pri podiranju punc? Definitivno. Super, ker res rabim pomoč. Vidim. Ker to moška igra, verjetno ni ful dolgočasne predigre, a ne? Greva kar direktno. Greva kar. Si že kdaj metal sekiro? Ja, mislim, ne za nalaž, no, pač ponovadi, ker samo zlatila iz rok. Imate tukaj kakšen varnostni trening ali sam rečete ne se preveč sekirati? So potrebni tudi varnostni napotki, da je zadeva čim bolj varna. Ok, če bova metala istočasno, v bistvu bolj pomembno, kot da istočasno mečeva, je da istočasno pobirava sekiro. Če si predstavljaš, jaz vržem sekiro, grem po njo, ti pa še nisi vrgel. Mislim, bojim se malo, da prelahko, no, veš da. Dobro bi bilo primikajočo tarčo imeti. To je pa next level. Ok. V glavnem, pred začetkom je dober pošpricati tarčo. Ker bolj kaj vlažna, bolj gre noter. Ja, jaz ti bom pokazal dvoročno tehniko metanja. Kaj pa obstaja tudi enoročna? Tudi enoročna. Lahko tudi takole mečeš? Telih načelom ne obstajajo trickshoti, ampak za začetek učimo dvoročno tehniko. Saj itak takole, jaz med nogami jaz mečem sam rokomet. Ok, cool. Ciljal sem drugače modro točko, ampak ok. In ogromen gre pira, ko meče se skira. Tukaj je doping že samo, če na mesto pira naročiš vodo. Počutim se kot Gimli iz Bratovščine prstana, veš. And my ex! Ne. Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ne ostane. In ni trajalo dolgo, da sem se začel počutiti kot pravi moški. Jaz sem moški! Jaz odpiram vrata puncam!
Jaz potlačam svoja čustva. Kmalu so na plan prišla tudi globja čustva. To je zato, ker te ni bilo na mojih rojstnih dnevih. To je zato, ker si rekel, da sem Margarite gej. Pa to je zato, ker mi nisem kol kupil CD-jev od Bebop-a. Na koncu se je sekromet izkazal za vse, kar sem pričakoval. Zelo usekan šport, ki ga lahko igrajo tako začetniki kot eksperti. V vsakem primeru je zelo cenejši od terapije. Nazaj k tebi, Jure. Hvala lepa, Beno. Zdaj, v vsakem primeru ti predlagam, da ne obupaš nad terapijo. Pa daj ta telefon z rok že. Ej, Jure, kupil sem ga svojo žepnino, okej? Beno, še zadnjič ti povem, ne dajemo ti žepnine, ampak plačo. Noben človek ne dobi toliko malo žepnine. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.